Dober dan, drage gledalke in spoštovani gledalci. Iz Ljubljane se vam javljam Boris Sojar Voglar. In to pred ljubljansko železniško postajo Ljubljana. Imam povratno karto, ki so jo sponzorirali ljubljanski Ljubljančani d.o.o. iz Ljubljane. In gre v smeri Ljubljana, Ljubljana. Tam je festival multimodalnega zaznavanja lastnega gibanja. Udobje brez primera vam rečem. Ja, v naslednjih ekskluzivnih reportažah boste izvedeli več o naravnem in umetnem lastnem gibanju. Spoznali boste prav posebna specializirana čutila za lastno gibanje, tako imenovana vestibularna čutila. In tudi vlogo drugih čutil pri zaznavanju lastnega gibanja, še posebej oči, torej vida. Prikazali vam bomo številne zanimivosti in zaznavne pojave, kot so vestibularni refleksi in raznorazne gibalne oziroma vestibularne iluzije. Dr. Zvezdan Pirtošek nam je pokazal pot dražljaja po centralnem živčevju in posebne možganske centre, ki nato te dražljaje predelajo v vestibularne občutke ali pa jih posredujejo drugim možganskim centrom. Nazadnje pa vam bo skupina mladih raziskovalcev zaupala, kakšen pa je vpliv zvoka na zaznavanje lastnega vrtenja. No, po dolgotrajnem potovanju smo končno prispeli v Ljubljano, kjer se bo začel festival multimodalnega zaznavanja lastnega gibanja. No, pojdimo kar k prvemu prispevku, kjer boste spoznali, kaj je to gibanje. Gibanje ali spreminjanje lege, položaja ali oblike glede na okolje je lastno vsemu, kar obstaja na tem svetu, pa še okolje. Vse, čemur lahko rečemo, da je, da obstaja, se giblje. In jasno, da velja to tudi za človeka. Homo sapiens sapiens. Ta drugi sapiens pogojno. Človek je zmožen z lastno voljo, z lastnimi aktivnostmi premikati samega sebe v celotnem prostoru, ki mu je na voljo. Lahko se premika vertikalno oziroma navpično, gor in dol. Lahko se premika horizontalno, vodoravno, naprej in nazaj, levo in desno. Lahko tudi rotira, tako v horizontalni, kot tudi v vertikalni strani, smeri. Vse to so gibi, s katerimi je človek živel, ko ga je vsemogočna evolucija pripeljala do današnjega časa. Nato pa je človek postal nekoliko prepameten za svoje naravno gibanje, za gibanje, kot mu ga je ponudila mati narava. Ugotovil je, da je svet velik in da ne bo z naravnim gibanjem prišel nikamor. Začel je izumljati raznovrstne gibalne priprave, sestavljati vsa mogočna prevozna sredstva, na katerega pa njegov zaznavni sistem ni bil popolnoma pripravljen. En najbolj tipičnih pojavov, ki to dokazuje, je tako imenovana potovalna slabost, ki nastane zaradi neskladja med informacijami, ki jih posredujejo različna čutila o tem nenaravnem, umetnem gibanju. Spoznali bomo tudi številne druge pojave, značilne za zaznavanje lastnega gibanja. Čutila za zaznavanje lastnega gibanja, tako imenovana vestibularna čutila, se nahajajo nekje v notranjem ušesu. Pa najbolje, da kar pokažemo sliko. Sliko, prosim. Hvala. Na sliki vidite z roza barvo zunanje in srednje uho ter z modro barvo notranje uho, sestavljeno iz polža, ki nas tokrat ne zanima, saj so notri čutnice za zvok, ter
mišička, vrečice in 3 polkrožnih kanalov. Ta del notranjega ušesa vsebuje čutnice za zaznavanje lastnega gibanja in ravnotežja. 3 polkrožni kanali so specializirani za zaznavanje lastnega vrtenja. V vsakem od 3 polkrožnih kanalov je razširitev ali ampula, ki je napolnjena z endolimfo in ima čutno mesto s kupolo. Endolimfa deluje kot vztrajnostna masa, ki premika kupolo, želastinasto snov, le-ta pa upogne laske in živčni signal je sprožen. Mišiček in vrečica pa sta specializirana za zaznavanje nagiba glave oziroma linearnega pospeška. Prav tako sta napolnjena z endolimfo, v steni pa imata skupine čutnih celic z laski. Na te celice se vežejo živčni končiči, laski pa so vključeni v želatinaste mase, ki jih imenujemo makule. V makulah so zrnca kalcijevega karbonata. Ti delujejo kot vztrajnostna masa, ki potegnejo lastne celice v eno oziroma v drugo smer, odvisno od nagiba glave. Vestibularna čutila pa imajo prav posebno lastnost. Namreč, odzivajo se le na pospešeno gibanje. Na enakomerno gibanje se ne odzivajo. Najbrž se vam bo to zdelo malo čudno, saj človek ve, kdaj stoji pri miru, kdaj se giblje enakomerno hitro in kdaj pospešeno hitro. To pa zato, ker je zaznavanje lastnega gibanja multimodalno, kar pomeni, da poleg informacij, ki prihajajo iz vestibularnih čutil, veliko prispevajo tudi druga čutila, še posebej oči, torej vid, pa tudi proprioreceptorji in ostala čutila. V običajnem življenju normalno usklajeno delujejo, so pa tudi primeri, ko različna čutila pošiljajo različne informacije, kar se kaže v različnih značilnih vestibularnih pojavih. Vid in vestibularni sestav sta med seboj zelo povezana. O tem nam priča tudi pojav tako imenovanega vestibularnega nistagmusa oziroma njemu sorodnih pojavov. Kadar se oseba vrti okrog svoje osi, draženje vestibularnih čutil vzbudi ritmične in refleksne gibe oči. Takoj po obdobju hitrega vrtenja okrog vzdolžne telesne osi se osebi zdi, da se predmeti v vidnem polju premikajo. Tej iluzorni zaznavi gibanja pravimo očno-krožna iluzija in je povezana z draženjem vestibularnih kanalov. Sedaj vidite zelo nazoren primer optokinetičnega nistagmusa. Vzburjenje vestibularnih čutil vzbudi ritmične in refleksne gibe oči, oči se počasi premikajo v smer, ki je nasprotna vrtenju in nato hitro nazaj. Njegova naloga je, da vzdržuje stalno sliko na mrežnici. Čeprav se vestibularni nistagmus pojavi tudi, če imaš zaprte oči. To iluzijo sem vam pokazal že na začetku filma. V literaturi sem našel zanj naziv vekcija. Gre za popolno prevlado vida nad vestibularnimi čutili. To iluzijo s pridom uporabljajo različni računalniški programerji za demonstracije virtualne realnosti, oziroma za razvedrilo čim bolj realistično sprogramirati računalniško igrico. Različne vestibularne iluzije pa se pojavljajo, kadar se vozimo z različnimi prevoznimi sredstvi, recimo z letalom. Kadar letimo skozi meglo, izgubimo vidni vnos in smo prepuščeni lastnim vestibularnim čutilom. Le-te pa se popolnoma nič ne odzivajo, če je letenje enakomerno hitro. Ob nenadnem zmanjšanju hitrosti pa lahko pride do iluzije, da pilot ne zaznava, da se je letalo začelo upočasnjevati, temveč, da se je začel nos letala spuščati. Pilot lahko narobe reagira in, kot vidite, imajo vestibularne iluzije lahko tudi usodne posledice. In seveda so prve take eksperimente delali na živalih. Ne, pa to niso bile laboratorijske miške. Tudi nobeni drugi glodavci niso bili. No dobro, naj vam pomagam, no. Bile so živali, ki so pred človekom pobegnile v vodo. Ne, pa želve tudi niso bile. Ja, pa menda niso bile ribe. Da, ribe so bile. Zdaj ne vem čisto dobro, zakaj so se raziskovalci odločili ravno za ribe. Mogoče zato, ker imajo zelo zanimive vedenjske vzorce, ali pa zato, ker se z njihovimi zaznavnimi čutili da zelo dobro manipulirati.
No, pa saj vseeno, poglavitno je to, da ribe živijo v vodi, kar pomeni, da imajo na razpolago vse 3 dimenzije za lastno gibanje. Ugotovljeno je bilo, da je orientacija rib v vodi določena s smerjo, iz katere prihaja svetloba, in s smerjo, v kateri kaže sila teže. V ribinem naravnem okolju oba dejavnika delujeta v isto smer. Svetloba, torej sonce je navadno od zgoraj, in gravitacija seveda kaže vedno proti tlom. V laboratoriju pa lahko pogoje seveda tudi drugače variiramo. Izvir svetlobe lahko prestavimo, tako da navadno usklajena dejavnika delujeta iz različnih smeri. Riba se bo postavila v kompromisni položaj. Malo glede na svetlobo in malo glede na gravitacijo. Nato pa so določenemu številu rib, ki so jih uporabili v eksperimentu, odoperirali s posebnim operacijskim posegom, zelo delikatnim, zelo prefinjenim, finim, skratka zahtevnim operacijskim posegom odoperirali otolitska čutila. Ribe tako niso več zaznavale gravitacije. Zato so se orientirale le glede na svetlobo. Če je ta delovala običajno, naravno, se pravi od zgoraj, so bile tudi ribe običajne in naravne. Če pa smo izvir svetlobe postavili od strani, so se orientirale tako, da so se postavile navpično. Gravitacije seveda niso več zaznavale. Matike, majhne kosemate domače živalice, ki vse povsod puščajo odrečeno daleko in sploh niso za nobeno rabo. Povrhu tega so domače hišne matike tako zelo lene, anche ne bi potrebovale niti vestibularnih čutil. A kljub temu imajo queste matike zelo interesiven, zelo specialen e anche zanimiv vestibularni refleks. Pravila igre so nam znane, zato predlagam, da kar začnemo, prav? Prav. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, čas je za igro, lepo je metati matike na posteljo. Pa da ne bo kdo slučajno mislil, da bomo z mačkami delali kot tista banda gorenjskih mladcev. To, kar bomo mi delali z mačkami, ni pošteno, ma je legalno. Attenzione! Mačka 1, padec 1. Enoglasna desetka. Poglejmo si to v počasnem posnetku. To je neverjetno, ta usklajenost gibov, ta eleganca skupnega delovanja mišičnih skupin, ki pri vsakem padcu obrne mačko, da pristane na vse 4 noge. Gotovo bomo to videli še z drugega zornega kota, tako je. Pozorni bodite še posebej na mačkin rep, ki poleg glave, nog in trupa opravi še največ dela. Tudi v mojih očeh je to čista desetka. Tekmovalec številka 2 je človek, starost 3 dni. Človek se je odločil za popolnoma drugačen element. Imenuje se Murov refleks, ki je tudi opazovani del Brazeltonove skale. Ob spustu potegne roke in noge v prekrasnem loku proti trebuhu. Lepo izvedeni element izgleda, kot bi hotel otrok nekoga objeti. Človek se tako ob padcu ne bi ujel na noge, temveč bi se ujel za mamo ali vejo ali karkoli. Naš tekmovalec je element že izvedel, prekrasna predstava. In kaj pravijo naši sodniki? No, vsak po svoje. Zdaj sem vam že povedal, kako izgledajo vestibularna čutila, na kakšen način pride vzburjenje v njih in kakšna so ta vzburjenja. Zdaj pa mene, pa upam, da tudi vas, zanima, na kakšen način te informacije pridejo do možganov, po kakšni poti in kako se tam procesirajo. Za odgovore na vsa ta vprašanja sem se obrnil na doktorja Zvezdana Pirtoška, ki ga najbrž upam že vsi poznate. Zdaj vestibularni živec najbrž obstaja tako, kot obstaja vidni živec. Ja, in zdaj me zanima, kako ta
iz tega živca naprej do možganov, v katere centre. Ja, torej vestibularni živec zares obstaja in sicer je to eden izmed 12 torej obraznih živcev ali možganskih živcev, 8 je po vrsti in je pravzaprav močno povezan tudi z slušnim živcem, tako da del poti sluh in pa ravnotežje potujeta zelo skupaj. Skratka, 8. živec nato vstopi v predel možganov, ki ga imenujemo možgansko deblo. Tukaj le vidimo 8. živec, ki vstopa na mejo med poncem in med medulo. In ima na to zelo pomembne povezave. Najprej so povezave navzdol proti hrbtenjači. To bo zelo pomembno za gibanje naše glave in za gibanje celotnega telesa. Potem so povezave proti očesnim jedrom. To bo zelo pomembno za gibanje naših oči. Nato so povezave proti malim možganom, to bo zelo pomembno za naše ravnotežje. In nato so povezave proti talamusu in od talamusa naprej na medialni del temporalnega lobusa. Zdaj moram povedati, da so tukaj anatomske okoliščine in jedra zelo dobro poznane, medtem ko tukaj pravzaprav natančne anatomije tega čuta za ravnotežje ne poznamo. Poti navzdol proti hrbtenjači bi bile, da z zaznavnimi čutili vestibularnimi zaznamo recimo, da padamo levo navzdol in nam to sporoči nazaj po konce postav. Tako. Tista proti očem bi recimo lahko razložila nistagmus in podobne pojave. Tale povezava v male možgane je pa za... Je pa predvsem za ravnotežje in pomaga mišicam vratu, rok in nog za koordinacijo. Kaj pa bi recimo lahko pojasnila taki ni tako zelo raziskana? Ja, taki ni tako zelo raziskana. Je pa lahko pomembna recimo pri ljudeh, ki sicer imajo vrtoglavico. Pri teh ljudeh je včasih vzrok za vrtoglavico epilepsija. Se pravi, draženje in proženje nevronov, ki so v temporalnem režnju. Torej recimo, če bi z odprte možgane z elektrodo tja zapičili, tako bi lahko dobili občutek vrtenja, vrtoglavice ali padanja. In sedaj poskušajmo zbrati vso pridobljeno znanje in sestavimo eksperiment, v katerem bomo proučevali, kako se mi vrti, vplive na zaznavanje lastnega vrtenja. Raziskave na področju vplivov na zaznavanje lastnega vrtenja omenja ameriški avtor Parker. Opisani eksperiment je vseboval vrtenje okrog navpične osi in izključitev vidnih dražljajev kot nosilcev informacij. V takih pogojih bodo aktivirana zgolj čutila v polkrožnih kanalih. Preizkušance so vrteli okrog lastne osi in pri tem spreminjali hitrost. Iz mirujočega stanja so prešli v vrtenje z vedno višjo hitrostjo, nato so osebe vrteli s stalno hitrostjo in sledilo je pojemajoče vrtenje do popolnega mirovanja, tako kot je prikazano na zelenem grafu. Preizkušanci z zavezanimi očmi so zaznali vrtenje pravilno le v začetku vrtenja. Pri enakomernem vrtenju se je osebam zdelo, da postaja vrtenje vse počasnejše oziroma da se sploh ne vrtijo. Pri pojemajočem vrtenju pa se jim je zdelo, da se vrtijo v nasprotno smer. Ko se je vrtenje končalo, se jim je zazdelo, da se počasi ustavljajo in šele po nekem obdobju dejanskega mirovanja se jim je zazdelo, da spet mirujejo. Napačne zaznave vestibularnega sistema so v skladu s fizičnimi lastnostmi polkrožnih kanalov. Kot smo že omenili, se le-ti odzivajo le na kotne pospeške, ne pa tudi na kotne hitrosti. V drugi skupini eksperimenta pa so preizkušancem pustili tudi vidne dražljaje. Če so bili prisotni tudi vidni dražljaji, so le-ti prevladali nad obvestili iz 3 polkrožnih kanalov in po kratkem obdobju zmede so preizkušanci pravilno dojeli gibanje. To kaže na hitro prilagoditev organizma. Pojavu bi lahko rekli vestibularna potlačitev.
Oseba se začne avtomatično zanašati na informacije, ki jih dobi s pomočjo vidnih čutil in zanemari napačne informacije, ki jih dobi iz vestibularnega sistema. Kaj pa se zgodi, če pri vrtenju z zavezanimi očmi oseba zaznava določene zvočne dražljaje? Sedaj na vrsti naš eksperiment. Da bi preučili vplive zvoka na zaznavanje vrtenja, smo sestavili 2 eksperimentalni skupini. V prvi smo osebe vrteli okrog lastne osi, kot kaže rdeči graf. Na začetku smo jih vrteli pospešeno, nato dolgo časa enakomerno in nato pojemajoče. Zraven pa smo dodali zvočni dražljaj s spreminjajočo frekvenco, kot kaže modri graf. Na začetku frekvenca pol časa se zvišuje in se znižuje drugo polovico časa. V drugi skupini pa smo situacijo obrnili. Osebe smo pol časa pospešeno vrteli in pol časa pojemajoče, zvok pa je šel tako kot smo jih vrteli v prvem poskusu. Zanimalo nas je, koliko oseb bo zaznalo vrtenje v skladu z zvočnim dražljajem in ne v skladu z dejanskim vrtenjem. Sestavili smo eksperiment, podoben Parkerjevemu, z nekaterimi dodatki in izboljšavami. Tudi psihološki poklicni etiki smo dodali nove dimenzije. Udeležencem smo zavezali oči, sprožili zvočni signal in jih začeli vrteti v skladu s tem, v katero skupino so pripadli. In rezultati raziskave? V prvi skupini je vrtenje zaznavalo tako, kot ga je prikazal zvočni signal, le 17%, v drugi skupini pa le 30%. Mislim, da ne potrebujemo posebnih statističnih postopkov, da ugotovimo, da je to izjemno malo. To mi ni dalo miru. Ni mi dalo spati. Zakaj tako slabi rezultati? Vse je bilo tako premišljeno, tako logično. So bili mogoče slabi eksperimentalni pogoji? Mogoče slabo izbrane poizkusne osebe? Ali pa morda... Povezave s sluhom so morda pravzaprav predvsem na 2 nivojih. Najprej je to, da so periferni receptorji zelo skupaj in da pravzaprav vstopajo v isti živek. Po drugi strani so pa centri tako za ravnoteže kot za sluh v temporalnem režnju. Zaradi tega bi se jaz znal predstavljati, da bi pravzaprav z slušnimi dražljaji mi lahko povzročili občutek vrtenja in to na ta način, da bi morda vrteli zvok okrog človeka. Videti je namreč treba, da je zvok v možganih mapiran tudi prostorsko, da mi pravzaprav vemo, odkot ta zvok prihaja in jaz bi si znal predstavljati, da z vrtenjem tega zvoka bi lahko tudi povzročili iluzijo vrtenja v prostoru. Oh, look out. Like a boogie woogie choo-choo train. Johnny's in the back room sucking on his chin. Police are at the front door screaming, let me in. Go, 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 go dance with the showing off her chest. She don't